Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Soboto. Danes zjutraj, ko sem pričkal Poštno ulico, sem videl nekaj malega ostankov od včeraj. Aha, kako pica spet, pa piksno. Ne, neko limono posušeno na tleh. Pa tak, ne, nič kaj pretresljivega. Pretreslo pa me ogromno belih flekov po tleh. Naprej sem gledal, kot je tu pa je bilo, ne, včeraj. In pol vidim, da je zgleda prišla jata ptic, se ustavila na nebu, mahala s krili in kenjarla 25 minut, kaj, ne vem. Ali pa je kdo neko barvo metal v zrak, ne vem. Pač ne vem. Zgledalo je, no, kot da bi se ptice olajšale nad Poštno. Lepo. Mogoče čisto nekaj drugega, ne? Mogoče je kdo jogurt z okna meta. Morda pa preganjal ljudi, ki se radi zabavajo. Ja, recimo. Ne vem. Zanimivo. Sicer pa zelo prijetno danes zunaj 12 stopinj, nekje dobrih, že v Mariboru jasno vreme je, fajn zrak je, tako da če se vam da, se spravite na kak sprehod. Ja, ker recimo jaz mislil še eno sobotno jutro, ne, ko je ponovadi tiho, pa tak, ne vem, en človek hodi nekje. No, na tržnici že mrgoli ljudi v bistvu, ker se pripravljajo, ne, na praznik čebel in narave. Danes na Zgornji ploščadi. Predstavili bodo ta čebeljak nov učnik, ki gre potem na piramido, ne, pa tekmovanje v medenem golažu bo pa to. Vse pride potem gospa Nataša Matjevič, pa bo malo podrobneje razložila. Tako po 8 uri, tako da ostanite na to tem, da izvemo tudi danes nekaj več o dogajanju na mariborski tržnici. Na današnji dan v zgodovini človeštva. Kaj imamo na današnji dan, ko je 9. maj 2026? 9. maj 2026, rodili so se Adam Opel, nemški industrialec. Oziroma Apple, ne, kot so ga klicali. Ja, točno tako. Ni to zanimivo, ne, da večina avtomobilov nosi ime pač po priimku. Ja. Tako da bi bil Fras. Kaj imaš? Frasa, 2.0. Ja, to mi je noro, tako, ko sem se začel zavedati, od kje to prihaja, pa vem, da vsaki drugi dejansko ima, no. Zdaj, čisto normalno, ampak, ne, ogromno. John Range Rover, ne vem če. Ja, tako so ga klicali, ker je bil bolj taki buco. Ja, ok, tudi Billy Joel ima danes rojstni dan, pa Nataša Bokal in pa Nataša Pirc-Musar. Kdo pa je umrl na današnji dan, to pa boš ti prebral, ker si Francoz in Italijan. Henri Pavel Gauguin. No, slikar, se ga poznamo vse. Ja, in pa Aldo Moro, italijanski predsednik vlade, na današnji dan, leta 78, najdejo ga hin in potem sem enkrat šel brat in raziskovati, pač zakaj je to, kdo je to, bla bla. In je pač bilo, da so ga pospravili. Enostavno. Mislim, da so ga našli v Fiatu Uno, ki je bil prerešetan. Nekaj takega, no. Pač dovolj je bilo. In ni te več. Ker je nekaj hotel, neko revolucijo, neko kaj narediti in je bilo preveč in samo LP. Super. Ok, kaj se je dogajalo na današnji dan? Leta 1000 Benečani pod vodstvom doža Petra II. Orseola premagajo hrvaške pirate v Dalmaciji. Samo ko sem to prebral, sem se že v neki Age of Empires sem se vrnil. Kako bi bilo fajn, da bi to videl, tako, hrvaške pirate. Tako. Ali so hrvaški pirati tudi delali Ja, ali bolj Ok, leta 1502 Krištof Kolumb odpluje na zadnje 4. potovanje v Novi svet.
Leta 1788 britanski parlament odpravi trgovanje s sužnji. Leta 1876 Nikolaus Otto prvič uspešno preizkusi 4-taktni motor z notranjim izgorevanjem. To pa je že, ne? To so še do nedavnega imeli avti, Ja. zastave, 4. Leta 1926 Richard Evelyn Byrd in Floyd Bennett preletita severni tečaj. Oni se Byrd pisal. Pa je preletel, svakamo čast. Leta 1927 s preselitvijo parlamenta iz Melbourna postane Canberra prestolnica Avstralije. Ja, eno bolj čudnih dejstev, ne? Ja. Tako da bi pri nas bilo brez zamere, slovenska bisterca, Ja, da bi prenesli. ki bi tako lahko bila. Ja. Leta 1945 na današnji dan uraden konec druge svetovne vojne. Ja, ki pa vemo, da to ni bil. Ja, ker še je pol bilo vsega. Ja, iz vašta. Leta 1960 ZDA kot prva država legalizira kontracepcijske tabletke. Leta 1904... Resno, pardon, Ja, prav pri njih, ja, ko so mene taki, tudi čudi. ko so taki mormoni, ne? anti vsemu Ja. zanimivo. Ja, glej, že takrat se je kazal farmacevtski lobby in vse, kaj Pride poleg. Pa vmes se je menjalo še nekaj vodij, ki so... Ja, ja. Ne? Ja, pa še kušari so prišli. Leta 1994 na današnji dan pa Nelson Mandela priseže kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike. Tako? Je pa danes tudi dan Evrope v Evropski uniji in pa dan zračne obrambe Slovenske vojske. O, super. Vse to na današnji dan. Gospa Repincle, domač? Vse domače, Petržil, Bob, Koreja, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. 7 minut čez 8 kaže ura in v tem studiu pozdravljava vodjo mariborskih tržnic, gospod Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro in lepo zdrav. Opa, čakaj, pardon. Evo, zdaj pa lahko. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, Dobro jutro, slišimo. Dobro jutro. Nataša, kaj se je zgodilo včeraj v tvojem življenju? Ja, nič posebnega. Oziroma zdaj pred kratkim. No, ne bodi skromna. Ja, Daj se povej. pohvali. Hvali se. Ja, postala sem apiterapeutka. No, bravo. Ja, res uspešno Evo. sem zaključila našo apiterapijo, dolgoletno šolanje oziroma dolgotrajno. Aha. In postala apiterapeutka. Evo, bravo še enkrat. Bravo. Vidiš, Fras, vse se da, če se hoče. Zdaj mama zastojn pri tebi, ali kak? Ne, Ja, zdaj lahko moraš ti pridem še iti diplomirati. To Predihavanje, pomeni. medeno masažo. Lahko tudi pridete na kak čebelji pik, če boste začutila kako potrebno. Na tortico. Tudi na čebeljo tortico, na medeno tortico. Taki čebeli pik. Kaj da prav, te ko pikne, prav? Prav, ja. Au. Terapija zajema tudi zdravljenje za čebeljim strupom, torej direkten pik za čebela. Zakaj? Ja, zdaj še imaš sveže, neznanje, ja, zakaj? Ja, čebelji strup je zelo zdravilen in zelo pomaga sploh pri revmatičnih boleznih, pri artrozah, pri glavobolih, pri Vidiš, Fras. bolečinah v križu. Glej, vse, kaj ima Fras, glej to. Znanstveno je pa tudi dokazano, da pomaga pri raku na dojki. Res? Testirali so ga direktno v... Ja, Resno. ja, tako. Wow. Kaj reče, imam glavo bole, me mora v glavo pikniti? Ne, v vratni predel, ja, v A, da ti zlufta, ja. direktno No. čebelji strup in potem... No, evo, Marko, končno smo našla rešitev. Glavo, daj fan not. To ne vem, če je Je pa pametno. res, ja, čebelari običajno tisti, ki imajo visok pritisk, spomladi, ko začnejo čebelariti, ker tudi znižuje pritisk, s tem lepo pade pritisk in so na normalnem pritisku. Ja. A, ko se lepo pomirijo. Ja. ne, Potem. Neko jih popikajo čebele. A to? Ja. No, Gled to. O, zanimivo. Ker čebelarje pač Vedno ptiči, ne, sploh. mi ko delamo Ja, ja. v vanju, slejko prejte kakšna lovi in Vereže, ne? petiči, ja. Okay, Okej. čestitke, Nataša. Hvala lepa. Hvala za to lekcijo življenjsko. Ne? Zdaj vemo, ki bomo Frasa iskali, če bo na bolniški.
Dobro. Moto okoli. Dajmo se raje k dobrim stvarem premakniti na tržnici, ki se bodo danes odvijale. Praznik čebel in narave. Danes, jaz sem prej, ko sem šel v službo, sem že videl, da mrgoli ljudi. Ja, naše čebelice že pridno kuhajo. Torej, kuha se medeni golaž. 7 čebelarskih društev danes kuha medeni golaž. Imamo tekmovanje z strogo žirijo, boste videli tam na koncu so tako belo oblečeni kuharje in stroga žirija ocenjuje najboljši medeni golaž. In pa medene palačinke se pečejo in pa velika kulinarična ponudba. Je pa to vse skupaj povezano z otvoritvijo učnega čebelnjaka. Torej, Mestna občina Maribor je preko participativnega proračuna uspela izpeljati en lep projekt. Naredili smo učni čebelnjak, ki bo postavljen na piramidi. Danes je ta učni čebelnjak že postavljen na ogled na mariborski tržnici. Vsi ga boste lahko videli, kako izgleda noter. Tudi zelo zanimive in zelo dobre poslikave imamo. Ob 10. bo zaigrala čebelarska himna in svečana otvoritev tega čebelnjaka se bo zgodila ob 10. uri. Predan bo čebelarskemu društvu Maribor mesto in gospod Max Celinšek, naš mestni čebelar, bo zaobljubil, da bo v tem čebelnjaku lepo čebelarjev in dobro delal z otroci. Predvsem je namenjen ta čebelnjak delo z otroki in pa usposabljanje in pa ozaveščanje ljudi o pomenu čebel. Svetovno. Mislim, vse ne moreš kaj druga dodati, kot pa zelo lepo in upam, da ostane v takem stanju. In ker smo čebelarji, ne, vsi dobre volje vedno, vsak dogodek popestrimo z nečim dobrim za pojest, zato je danes tudi čebelji oziroma medeni golaž, ki ga boste lahko probali. Ja. Velika čebelarska fešta, ki jo morate doživeti, kajti na čebelarski fešti je vedno fajn, dobra glasba, dobra muzika, dobra hrana, lepo vzdušje in pa seveda tisti vibe čebelji, ki ga je treba doživeti, in pa druženje s čebelarji, ki so prav posebni ljudje. Ja, Nataša danes tudi v uniformi, še enkrat bi pohvalila. Zgleda izjemno, ne? Ja, čebelarska uniforma. Kdo si je zmislil, vrhunsko si je zmislil. Smo edini na svetu, ne v Evropi, edini na svetu, ki smo tako dobro organizirani in imamo tudi svojo lastno uniformo. Wow. Čebelarje. Hvale, kapo. Ja. Bravo. In če smo že pri čebelah in izjemnem vzdušju in seveda pri tem, da vabimo ljudi na tržnico, dajmo, ne, vam na čast čebelarsko pesem, če se strinjaš, Nataša. O, super. No, dajmo zavrteti, evo, čez dobri 2 minuti smo nazaj. Gospa Repincle je domač? Vse domače, Petržil, Bob, Koreja, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. Čebelarska pesem zato, ker danes na tržnici ogromno stvari, seveda povezanih s čebelami. Danes je, kateri dan je danes, gospa Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic? Ja, vklopiti bo še mogel. Se snjo. Ni hotela nič povedati. Ja, praznik čebel in narave, seveda. Edinstven praznik čebel in narave in zelo dobro vzdušje že na mariborski tržnici. Ja. Sklepam, da ob golažu in vsem tem, torej v tekmovanju, je tudi veliko medu in medenih izdelkov zraven ponujajo. Ja, res je. Dobili boste 4 zelo dobre velike ponudnike medu. Imamo na tržnici, tako da boste lahko kupili danes od medu, cvetnega prahu, sveč, propolisa, tako da velika ponudba je tudi medu in pa ostale ponudbe kulinarične, kot so medena rebrca, palačinke, torte, postrv v medeni skorjici. Skratka, res so bili inovativni naši ponudniki, tako da bo kulinarična ponudba danes na tržnici zelo pestra. Ampak to ne pomeni, da zeleni del kaj peša danes. Ne, zeleni del je pa danes ekstra dobro založen z svežimi jagodami. Jagod domačih je na tržnici že veliko, z sadikami, z redkvico, solato, blitvo, špinačo. Torej tržnica je pa sedaj že res zelo dobro založena, tako da mislim, da bodo kar vse lokacije danes pokale po šivih od ponudbe in od kupcev, kajti na tako lep dan je greh ne priti na tržnico. In kjerkoli ste, ne zaključite nakup na mariborski tržnici, na osrednji tržnici, na zgornjem delu, na zgornji ploščadi. Ne zamudite pa danes, seveda danes se ne gre domov brez jagod, ne.
Ne, no, Jagode. nekaj si tudi prinesla, ne? Ja. Kaj ven iz vrečke diši. Ja, ker to niso navadne jagode, ne? Ne. To so jagode, ki jih imamo na tržnici in se jim reče, da so to jagode vogrin. Torej, vogrinove jagode iz Zrkovc, to so res edinstvene jagode. Moram reči, da je gospod Andrej Vogrin, ki je tudi fakultetni profesor na fakulteti za kmetijstvo, te jagode res zelo strokovno, že mnogo let se ukvarjajo družina z jagodami in so res dobre. V Zrkovcih se vedno rečemo, da ko je pomlad, Zrkovci dišijo po jagodah, kajti njegove, ne samo da to tako lepo dišijo, njegove so tudi dobre, kvalitetne, skrbno pridelane, načrtovano gnojene, okopavane in vse, kar pač sodi k dobri zreli jagodi. Tako da vogrinove jagode boste našli odslej ob petkih in pa v sobotah, tudi v nedeljo na mariborski tržnici. Lahko potrdimo, ker smo jih že večkrat jedla. Res je. Ker si prinesla in vrhunske. In ne pozabiti, da so jagode ekstremno zdrave. Tako. Ni samo za posladkat, nekaj brez veze. Jagode so ekstremno zdrave in bom rekla, imajo jih radi vsi od tamalih do velikih, razen morda tistih, ki so alergični, ampak teh je mogoče nekoliko manj, ne, ampak tisti, ki pa jih lahko jemo, so pa jagode zdaj živilo, ki ga bomo naslednja 2 meseca dnevno jedli. Res je. In bomo jeseni zdravi kot dren. Ja. Ja. Ok, Nataša, hvala lepa, da si se oglasila, hvala lepa za darile. Uživajte v dobrotah. Da boste imeli pestro danes na mariborski tržnici. Še enkrat več vabljeni vsi, pridite hitro. Golaži so, rekla si tudi reberce, vse bo. Golaži so, lahko boste sodelovali tudi v ocenjevanju medene reberce in vse ostale druge dobrote in otroci palačinke in to ne kakršne koli, ampak medene. Medene palačinke. Kako dolgo pa bo vse to danes? Do 5-6 popoldan zagotovo. Okay. Koliko pa je od radia do tržnice? Frasa zanima tudi peš, če greš. Ja, en komad, koliko je 3 minutni, ne? Letiš, vzameš in si nazaj. No, vidiš. Tako da, fajn ita skupaj do tržnice. Pregled tedna. Obeležili smo mednarodni dan babic, ob tem so v mariborski porodnišnici imeli dan odprtih vrat, kjer sta se Dejan in Jeger pomerila v zavezovanju čevljev v nosečniških trebuščkih. Oziroma z nosečniškimi trebuščki, ne? Ja. Nista šla not v vodo, pa si šuta vesa. Oblečena sta bila v nosečništvu. Tako, toti radio sta obiskali skupini Murphy in Leonard, gostili smo tudi Roka Lunačka iz skupine Flirt. Tako, in to v kiosku. Namreč Frasi Medršov je oddajal iz legendarnega kioska K67, ki stoji pred umetnostno galerijo Maribor. David Attenborough pa je praznoval 100. rojstni dan. 100 let je star. Ja, dajmo malo se spomniti. The abundance of krill attracts other visitors to the peninsula in the summer. Antarctic minke whales. To pa bi lahko poslušal do konca svojega življenja. Jaz pa bi zaspal v sekundi 3. Ja. Izjemno. No, ob tem je podjetje Lego njemu na čas na kockah starostno omejitev povišalo za 1 leto. Tako da piše zdaj, ne vem, na eni škatli sem videl 4 do 100 plus. Bravo. Pa so mu čestitali. Samo za vas, Sir David. Svetovno. Dobili smo tudi finalista nogometne lige prvakov, to sta postala Arsenal in PSG. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, kjer je v teku gradnja podatkovnega centra, so slovesno podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. NK Maribor je sprejel odstop trenerja Fedže Dudiča. Na košarkarskem igrišču v Mariboru so vandali poškodovali koš. UKC Maribor pa je zapustilo 7 interventnih radiologov. In njihov šef. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih je 7. Ko se mi pa to zgodi? Če nadaljujem in začnem od začetka,
ko ti prileti v vetrobransko steklo kamen in ti poči šipa. In jo greš zamenjati. In mineta dobra 2 tedna in ti v novo šipo spet prileti kamen in ti spet poči. In greš menjati. In ti slab teden potem, ko si že drugič menjal vetrobransko steklo, pod kavlo prileti zajec in ti spolama pol avta. Lepo. Ko se mi pa to zgodi? 3 zabavna dejstva o... Muci copatarici. Okay. Ja, Cool. Ne? Dajmo malo prešaltati. Tako da, če si pripravljen, Marko, in spoštovane in spoštovani, dajmo tak. Muca praznuje visoke obletnice. Namreč zgodba je izjemno stara, že zdaj 2 leti nazaj je praznovala 65 let od prve izdaje in še vedno ostaja ena najbolj priljubljenih pravljic sploh. In otroci jo pogosto igrajo in gledajo seveda kot lutkovno igrico, lutkovno predstavo. Mimo grede, tudi jutri je na vrsti lutkovna predstava Muca copatarica v Rušah ob 10. Ja, cool. Tako da pogooglajte, če še kakšna karta, pa pridite mimo. Seveda Muca copatarica je kultna. In kultne so tudi podobe, ilustracije, namreč Ela Peroci, vemo, je napisala zgodbo, ampak nepozabno podobo Muci in gozdni hišici je dala ilustratorka Ančka Gošnik-Godec. S temi ilustracijami je seveda zaznamovala več generacij. Tudi če si greste pogledat na YouTube, to kar not padeš in te kar posesa. In pa še zadnje dejstvo, če slučajno kdo ni vedel, da je Muca copatarica pod narekovaj čistilna terapeutka. Namreč ni navadna muca, je stroga, a pravična varuhinja reda. Otrokom, ki ne pospravijo svojih copat, te copate vzame, jih odnese v svojo hišico in tam v gozdu seveda in tam jih potem očisti, zakrpa in se šije čisto nove in čisto po njihovi želji. Tako da bolj vse je rešeno, ampak seveda otroci grejo in iščejo in kje zdaj. Samo upam, da se naučijo potem, da morajo pospraviti. Ja, seveda se. Ali upajo, da bo jim vedno muca odnesla, pa nove prinesla. Ja, mogoče pa kdaj ne bo, pa bo samo odnesla. Kaj pa pol? Ja, pol pa baus. Ja. Na kol, ne? Na mariborsko BMX progo v Novi Vasi pa prihaja mednarodni Alpe Adria pokal, ki bo potekal danes in jutri. Dogodek, ki ga organizira športno kolesarsko društvo BSX Racing Team Maribor, združuje mednarodne dirke v okviru Alpe Adria pokala in slovenskega BMX pokala. In za kakšen pokal pravzaprav gre, razlaga Tilen Frank, trener BSX Racing Teama Maribor in upravljalec BMX proge v Novi Vasi. Gre za Alpe Adria pokal, to je pokal 4 držav, Slovenija, Avstrija, Madžarska pa Italija. Imamo 7 prizorišč, 2 v Sloveniji, 3 v Avstriji, pa 2 na Madžarskem. To se nekje približno udržuje med 100 pa 150 tekmovalcev iz teh vseh držav. Zraven pa so še včasih pretekmovati Slovaki, pa Čehi, pa Nemci, tada v bistvu je kar mednarodni pokal. Okay. Gre torej za BMX race disciplino. Kako si naj zdaj tekmovanje predstavljajo tisti, ki ta šport ni tak fejs blizu? Leta 2008 tudi olimpijski šport, poteka pa tako, da si v bistvu 8 tekmovalcev naenkrat poda po progi in v bistvu tisti, kjer prvi prečka ciljno črto, drugi, tretji, tako se to razvrstijo v tekmovanju. V bistvu se vozijo ti 3 kvalifikacijski moti, ki šteje, da se potem tekmovalci udeležijo prvi 4 v finale, potem pa se finale vozi, v finalu pa se razvijo glede na uvrstitev, ki je dosežejo v cilju. Zakaj torej gledalci ne smejo zamuditi tega dogodka? Ta šport je zelo atraktiven, jaz pravim, je osnova vseh kolesarskih disciplin, ker lahko otroci, recimo že od 4. 5. leta dalje trenirajo BMX kolesarstvo.
Jaz mislim, da je kar dinamično, moram reči, da je kar tudi veliko pacev, da je tudi v bistvu bolj za gledalce zanimivo, če za tekmovalce toliko ne. Mislim, da se kar splača priti to pogledati, da vabim vse gledalce, vstop je prost, vreme bo lepo, da jaz mislim, da če imate čas, si pridite pogledati tekmovanje, da bom šel. Kdaj, Fras? Danes ob 15. uri, pa jutri ob 11. dopoldne. 3 zabavna dejstva o jagodah. Če mi dišijo, tu zjutraj sva jih dobila od Nataše Matjevič z tržnice, prinesla v grinove jagode. Tako? Zdaj celi zdaj mi dišijo tu, se upiram. Ja, na lašč smo si jih tu nastavila na mizo, vsak svoj pakl, da ne bi cele gajbe pojedel. Ok, jagode. Prvo dejstvo, povprečna jagoda vsebuje okoli 91% vode. 91? Ja, skoraj cela je voda. Resno? Ja. Drugo, tista mala semena pikice, ne, ki jih vidimo na jagodah. Zunaj niso samo semena, ampak je v bistvu vsaka pikica zase je en sadež mali, v katerem je not seme. In na eni jagodi jih je okoli 200. Mar že je vmes. V 18. stoletju je en vohun pretihotapil jagode iz Čila v Francijo in njemu se lahko zahvalimo za to vrtno verzijo jagod, ki jo uživamo danes. Bejže. Pa še bonus, na svetu obstaja okoli 600 vrst jagod različnih velikosti, barv in okusov. Bele sem še videl jaz, pa tudi probal. Take rumene, ali kakaj? Ja, take belo-rumene so, ja. To še niso bile zrele. Ne, ki bi naj imele okus po ananasu, ampak nimajo. Pa bonus 2, največja jagoda na svetu je tehtala več kot 250 gramov, torej velikosti jaške. Še rekel 250 kil. Misla, da je name. Ne, 250 gramov, kar je za jagodo dosti, ne? Tako jabka, ali kako? Ja, jabka ima 200-300 ziher. Tako da, kar vrej, ja. Hvala lepa in dajte si privoščiti jagode, seveda najboljše na tržnici ali pa če jih imate slučajno zunaj, pred bajto, še boljše. Fras in Medvard in Fras in Medvard show v soboto.